Živijo barabe in dobrodošli v prvem videu v letu 2025. Upam, da je vaš vstop v to leto bil suveren. Bolj kot Čaletov nastop v oddaji Lepo je biti milijonar. Preden začnem bluzit, bi samo eno rad zapel. Moj Čale, on pameti nema, njemu fali, da mu neko kaže stani Saša. Čale rabi nekoga, da mu reče stani, razmisli, ker jaz mislim, da od tega disa naprej sam sebi koplje velik grob in nek povod za to, da se ljudje norčujejo iz Čaleta. In ne bom se zdaj norčeval iz njega, kako je on bil zdaj neumen in tako naprej. Dobro, to pesmico sem zapel, ker mi je padla v glavo, preden sem začel snemati in sem rekel, da bom zapel. In bom samo povedal pač, kako in kaj jaz vidim to situacijo, tako kot vsak video. 3 mesece nazaj mi je Čale dal copyright strike na video, kjer sem govoril o disu med Zlatkom in Čaletom. V tem videu jaz nisem povedal nič takega, da bi Čale imel lahko, bom rekel, vse pravice, da ta video prijavi. Samo sem povedal svoj pogled in podal svoje mnenje, kar je zaenkrat še dovoljeno. Ne vem, Asta Vrečko ali kaj si, kam vodi zdaj ta nov zakon, s tem svobodo govora in mediji in to, kar ga serjete, ampak zaenkrat lahko pač poveš. In ker sem uporabil njegovo fotko, je on dal copyright strike in jaz sem zgubil video, ker je bilo organskih 70,000 ogledov. Ampak okej, bomo preživeli, ne, to nič tako hudega, to so malenkosti. Ampak ja, Čale ne prenese, da se o njem govori karkoli. In jaz ne razumem, nekdo, ki je javno izpostavljen, tako kot Čale, to je del tega, da si javno izpostavljen. Če tega ne preneseš, imaš tam kraških jam, kolikor želiš, zapeli se do ene jame, preseli se v jamo, daleč stran od civilizacije interneta in lahko živiš v eni od teh jam in ne bo noben več komentiral in govoril, kar delaš. Ko se ti javno izpostavljaš, na tvoj oder ne bodo priletele samo lepe in dišeče vrtnice, ampak tudi kakšna gnila jabolka in kakšen drek. Ampak preden začnem bluzit, bom bil realen in iskren. Večkrat sem, bom rekel, binaren, se pravi ali črno ali belo, pa dajmo zdaj iti malo širše, ne samo ali je tako ali je onako. Predvsem dajmo biti iskreni. Za iti v oddajo, kot je Lepo je biti milijonar, moraš imeti jajca. Sorry, ti lahko v trenutku izpadeš glup, ampak res glup kot točak. Kamere, luči, pritisk, ljudje v studiu, voditelj, veš, da te doma gledajo ljudje. Vse to ustvari en tak pritisk, ki te skozi celoten šov, bom rekel, lovi. In če ti že v štartu začneš kiksati, te ta pritisk prime tako za vrat in ga boš sral. In si v trenutku lahko naredi sramoto. Ampak jaz mislim, da ta je največji pritisk, da si lahko v sekundi naredi sramoto, te najbolj po moje nesi narediti. Enkrat, ko greš ti čez onih 5 vprašanj, 6, ko si že nekje, bom rekel, neki sredini, pol ti vse eno. Ampak tistih prvih 5, ne. Tam je po moje, jajca so mala kot indijski orešček. In verjeli ali ne, 2 dni ali en dan preden je prišla oddaja v eter s Čaletom in Lepo je biti milijonar, sem jaz dobil na Facebooku sporočilo, da ne punce, da če lahko pustim kontakt, da posreduje producentki od oddaje Lepo je biti milijonar, ker bi me želeli imeti kot gosta. In zdaj zaradi Čaleta sem se jaz usral in prisežem, da če dobim zdaj povabilo, nisem še dobil na mail, ne vem, če bom šel. Ja, ne želim si take sramote si narediti, ne. In zdaj Čale, zajebo si me, zelo sem si želel iti na tak šov. In zdaj sem se prav ustral zaradi Čaleta. Res priznam, ustral sem se in ja. Moraš imeti jajca, da greš v tak šov. Sploh, če si javno izpostavljen, tako kot Čale, ker točno veš, da bodo ljudje takoj, ali kako je neumen, sramota, nima pojma, ne. Verjetno 90% teh ljudi, ki pljuvajo nastopajoče na Lepo je biti milijonarju, bi si naredili še večjo sramoto, ne. To so pač te kauč strokovnjaki, ki najverjetneje, če bi jih vprašal, katero je glavno mesto Slovaške, bi ti odgovorili Slovenska Bistrica. Povsod po svetu je tako, da se zelo radi norčujemo iz tega, kako so ljudje neumni, ne. Najbolj me pa, bom rekel, pa ne da zdaj Čaleta branim, daleč od tega, dragi moji. Ampak ko sem videl neke ženske, ko dajo storije, kao, bruka, punca moja, verjamem, da ne veš, katera reka teče skozi Beograd, tako da deva se umiriti in stopiti nazaj. In ja, Čale je pač, zopet njegov ego ga je pripeljal do tega, da si je naredil sramota. Ker Čale se ne zaveda tega, da
On je trenutno pod mikroskopom in ljudje samo čakajo, kje bo kiksno, kje bo zajebal. Jaz mislim, da je Čale zaradi tega disa, oziroma takrat, ko je Zlatka vlačil po zobeh, izgubil več kot 50% suporta. Daleč od tistega suporta, ki ga je imel leta nazaj, in ljudje samo čakajo, kaj bo zajebal, da se spravijo na njega. To je bila zelo slaba PR poteza, da se je on odločil, da gre na Lepo je biti milijonar, ampak zakaj je šel ego? Zdaj je to dobrodelno, ne. Jaz bom šel, da dam ljudem, ki rabijo denar, ne. Jaz bom pokazal, jaz sem bil že 2-krat pameten dečko, jaz lahko pridem daleč, ne. In on je želel popraviti ta vtis, ne. Kao, evo ljudi na Čale, bravo. Prišel si do 12. vprašanja, svaka čast. Zgodil se je pa kontraefekt. Naredil je ravno obratno to, kar je on želel, ne. Naredil se je sramoto, zbral je najmanj denarja, kar se da, in ljudje so pač to zagrabili. Videl sem ene tisoč, po moje, medijev, ki so pisali o tem, in to je ta ego, ker se človek ne zaveda, da včasih mogoče je raje se zabremzati pa ostati doma, kot pa narediti eno potezo, ki ti bo še bolj skopala grob. To se je zgodilo, ko je Zlatka vlačil po zobeh, je dobil porcijo, zdaj je šel na Lisa Laja, zdaj je šel na milijonarja, jaz bom zdaj šel. In zopet je sam sebi škodoval, ne. On, če bi zbral po moje 5.000 evrov ali 10.000 evrov, ko bi se ljudje vseeno norčevali. Pa če bi on zdaj doniral 20.000 evrov dobrodelne namene, jaz mislim, da si Čale še vedno ne bi popravil ta renome, ki si ga je pač naredil pred in med disom. Včasih je ta samorefleksija te lahko, bom rekel, kar reši. Če bi se Čale že pri Zlatku opravičil tako kot treba, ali pa recimo zdaj, ko je bil na Milijonarju, vse je posnel video, ampak on je zopet posnel ego, ne, jaz sem reper, jaz pišem tekste, jaz ne rabim vedeti notnega črtovja, to delajo producenti, jaz delam to, jaz sem bil 3-krat, smo zbrali že toliko, ne, zopet ego. Če bi on malo samo refleksije pokazal in povedal, je bi ga zajebal, sem izpadel, sem glup, se zgodi, človeško je se zmotiti, ne, in ta pritisk te hitro pripelje do tega, da ti zmrzneš. Že jaz, ko sem snemal live streame doma, v domačem okolju, na domačem stolu. Ko sem bil live, sem včasih bleknil glupost. Zato, ker pač veš, da si uživo, tisti občutek, da ne moreš popraviti, če kaj zajebeš, te hitro pripravi do tega, da boš bleknil eno stvar. Milijonar ni v živo, ampak vseeno ne moreš reči, stop, dajmo to ponoviti. Ni. In ko sem gledal ta Čaleta na Milijonarju, jaz sem točno videl v njegovih očeh, da on je vedel, zajebal sem. Zelo neprijetno mu je bilo. Po teh obraznih mimikah je dal vedeti, da bi rad prišel ven iz dreka, ampak ne more, in bolj kot si je želel, bolj je govoril gluposti, ne. Ampak iskreno, jaz recimo tega vprašanja, koliko črt je v notnem črtoju, nisem vedel. Jaz bi rekel suvereno 4, jih je pa 5. Zato pravim, pač ne vemo vsi vsega, ne. Ne vemo vsi vsega. Ampak vse vedi doma na kavču, veste vse, no, se pravi, čujem, vi veste vse. Ampak zato, ker je Čale, je to izpadlo toliko bolj bizarno. Zakaj? On je zopet skozi celo oddajo govoril, jaz sem glasbenik, jaz imam glasbeno šolo, jaz sem fitness trener, jaz imam to, jaz sem. To ga je samo pokopalo. In kot sem povedal, vidi se, da mu je bilo neprijetno in da je vedel, da za vsakim stvarjo, ki pove, je samo globlje in globlje v dreku. Meni so realno smili, jaz ne vem, ali nima nobenega PR-ovca ali menedžerja, da ga malo usmerja, da mu reče, ajde Čale, stari, dej, ne moremo, počakaj, naj malo mine to. Zdaj zopet te njegovi odgovori, po moje, oziroma to, kar je na Milijonarju naredil, ga bo lovilo še par let, ne. Točno vem, ko so mene zdisali nazaj, stari, to je trajalo. Mogoče se je zdaj umirilo, ne, ko so pač videli, da Čale ni tako, kot so si oni mislili, ne. Ampak, stari, to je 10 let trajalo. Take stvari, enkrat, ko si javno linčan, hardcore, to se ne pozabi hitro. Ampak, če ti pokažeš to, da se opravičiš, da nekaj priznaš, s tem pokažeš, da si zrel, da si odrasel, da razumeš, da si prizemljen. In ljudje imajo radi to, ne, pa ne rabiš tega zaigrati. Sam pač jebi ga, če si naduvan, pač pokažeš še to stran, da ti je žal, da si izpadel glup, jebi ga, se zgodi, in ljudje so potem dosti lega, pizda, kralj. Ni lahko priznati nekaj, kar zajebeš, res ni, ne. Čale pač nima te funkcije v svojem telesu ali v svojih možganih in ravno obratno. Zdaj pa bomo videli, jaz bi res si želel iti na Milijonarja, ampak
Peza Čale, zdaj si me zdribljal, ne, zdaj si mi dal misliti, ker hitro si lahko narediš sramoto, ampak vse jaz bi to znal obrniti, meni je tako vseeno, jaz sem si toliko sramote naredil v življenju, da mi je načeloma vseeno, ampak ja, malo me je dal v primež, da ne vem zdaj, a grem ali ne grem, ne. Nič, najboljše za Čaleta bi bilo to, da bi rekel, glej, ne bom se udeležil zaradi take in enake situacije, doniram 500 evrov, to je to, bi spadel kralj. Ampak ima pa jajca. In kot sem rekel že v pridisu, Čale ima jajca, stari, ampak to je zaradi ega, ker se on ne zaveda, kaj se dogaja, ampak ima jajca. Res, upa si, gre in da vidimo, kaj bo naslednja poteza. Res me zanima. Nič, to je to, moje kratko in iskreno mnenje, ni kaj za fantazirati, zmotiti se je človeško, narediti napako je človeško, vsakemu se zgodi. Verjamem, da ko si v afektu, marsikdo od nas v tistem trenutku ne bi vedel najbolj enostavnega vprašanja, kot je, katero je glavno mesto Namibije. In ne, Namibija je kar težko. In tako da ja, ampak zato, ker je Čale in zaradi njegovega obnašanja in vsega, kar je pač počel, ljudje več ne gledajo na to, ampak vidijo samo enega naduvanca, ki je pokazal realen obraz. Lepo se imejte do naslednjega videa. Čau!